želim biti kratek, izpostavil bom pač 4 ključne točke našega delovnega načrta. Skratka, v Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da je pred nami mandat, kjer ne bo časa za govorjenje, za debatiranje, za parlamentiranje, ampak bo predvsem čas za dejanje, zato smo pripravili delovni načrt z jasnimi ukrepi, z jasnimi cilji, kjer so tudi opredeljeni jasni roki. Jaz mislim, da preprosto drugače v naslednjem mandatu ne bo šlo. Izpostavil bom 4 točke, ki so odgovor na strah. Na strah, ki se je zarezal v Slovenke in Slovence, v slovenske državljane in državljanke. Strah, a pa zaskrbljenost, če hočete, pred izgubo služb. Poudarjam vedno znova to, da morda ne bodo ljudje mogli izšolati svojih otrok, da ne bodo mogli plačati položnic, čekov, da ne bodo nenazadnje imeli kaj več za vlonec. In ta strah, iz tega straha izhaja tudi blazno nezadovoljstvo, ki ga je čutiti na vsakem koraku, in jaz osebno sem nad tem hudo zaskrbljen. In naš delovni načrt je uperjen proti temu oziroma zato, da bi ta strah po tem mandatu bil manjši. Verjamem, da v tem mandatu ne bo moč obračunati za to finančno in gospodarsko krizo, lahko se pa naredijo pomembni koraki za to, torej pomembni koraki naprej za to, da bo ta kriza lažje obvladljiva, predvsem pa, da se prepreči črni scenarij, namreč stopicanje na mestu, da ne bom rekel stopicanje nazaj, nas pa pelje verjetno v grški scenarij, čeprav nismo še tako daleč. Jaz sem optimist, verjamem, da se da z skupnimi močmi, z enim kulturnim političnim dialogom, vendarle ta tok dogodkov spremeniti v pozitivni trend. Torej, naš odgovor na ta strah, ki ga omenjam, je prvič gospodarska rast, vse sile, z vsemi 4 se bomo borili za to, da bomo to gospodarsko rast zvišali. Tukaj vidim predvsem rešitve v tako razbremenitvi, davčni razbremenitvi, ja, znižali bomo davke, zato ker preprosto drugače ne gre. Temu gospodarstvu je potrebno dati možnost, da zadiha na oboje pljuč, na obe polovici pljuč. Znižali bomo davek od dohodka pravnih oseb na 15%, uvedli bomo pavšalne davke za mikro in majhna podjetja, pavšalne davke, ki bodo vezane na število zaposlenih za nedoločen čas. To pomeni, tisti, ki bo imel več zaposlenih za nedoločen čas, bo vplačeval manj kot tisti, ki ima manj. Skratka, želimo spodbuditi oziroma narediti poslovno okolje takšno, da bodo ta mikro in mala podjetja, ki so velik potencial te države, zainteresirana, da bodo zaposlila ljudi. Ne, da so zdaj prisiljena na nek način in jih poslovno okolje in zakonodaja, če hočete, sili v to, da iščejo obhode, obvoze skozi razna vrsta zaposlovanja na črno, preko študentskih servisov in tako naprej. Skratka, to je drugi ukrep. Tretji ukrep, investicije je potrebno spodbuditi z olajšavami. Jaz se ne strinjam z tistimi, ki trdijo, da to ni pravi ukrep. Sam sem bil v gospodarstvu in vem, kaj pomeni vsak element, ki ti pomaga pri sestavljanju finančne konstrukcije v smeri, da ti izboljša ekonomičnost projekta, rentabilnost projekta in tako naprej. Te davčne olajšave za to, da bodo investicije se prej izvajale, so pomembne. In nihče nikoli, nikdar in še takrat me ne bo prepričal v to, da to ni pomembno. Četrta stvar, gre za administrativno razbremenitev. Gospodarstvenik z denarjem v žepu in projektom v roki mora dobiti gradbeno dovoljenje čez noč. Sicer se gospodarske rasti v tej državi ne moremo iti. Ne moremo si dovoliti, da zaradi teh birokratskih preprek in zato, ker so si nekateri vzeli preprosto prevelike pristojnosti od ARSO-a in tako naprej, da se nam dogaja to, da se gospodarstveniki rajše odločajo, da posamezne ideje, investicije realizirajo v sosednjih državah, predvsem zaradi tega, ker tam postopki tečejo hitreje.
čas je danes denar in to velik denar. In zagotovo bom tisti, ki bom tu v ta problem zarezal radikalno. Tako